nekaj idej, čisto konkretnih idej, kaj bi se dalo v javni upravi narediti za novo odpravljanje administrativnih ovir. Recimo, glede na to, da slišim, da so se na upravnih enotah končno, da se je uveljavila možnost, ki smo jo že mi zastavili in pripravili, da se lahko fotografije pošiljajo v elektronski obliki in shranjujejo v kontejnerjih, tako imenovanih elektronskih kontejnerjih na upravnih enotah, bi lahko prešli tudi na elektronsko naročanje osebnih dokumentov. Če se recimo danes naročim osebno izkaznico in pošljem upravni enoti, oziroma fotograf pošlje upravni enoti mojo fotografijo v elektronski obliki, se ta fotografija shrani in je lahko nekaj let veljavna. In če bom čez leto, 2, 3, recimo rabil drug dokument, potni list, naprimer, osebno izkaznico, lahko dejansko preko portala e-uprava z uporabo digitalnega potrdila v minuti 2 naročim novo osebno izkaznico in jo dobim po pošti. Ena zelo zanimiva storitev za državljane. Drugič, mislim, da bi morali smelo zaukazati javni upravi, celotni javni upravi, da od nekega dne naprej državljane ne sme več obremenjevati z izpolnjevanjem obrazcev. Torej, zakaj ne bi uslužbenci, referenti na šalterju pobrali naših podatkov, ki jih mi damo že za osebno izkaznico, damo že velik del naših podatkov in tudi vse druge podatke lahko poberejo za mizo oziroma za šalterjem, jih vpišejo informacijski sistem, nam sprintajo vlogo, ki jo mi samo še podpišemo. Tako naročate osebno izkaznico, tako naročate potni list. Zakaj ne bi tako ravnali tudi tako registrirate firmo danes? Moja teza je, da problem slovenskega zdravstva niso slabi zdravniki, ampak je problem slovenskega zdravstva slaba organizacija, slabi proces in slab management. In tukaj bi veliko receptov, ki so se uveljavili v upravi, lahko uporabili. Recimo samo sistem naročanja. Smo mi zastavili, pa žal ni bilo speljano potem v praksi. Ne? Moja vstopna točka v zdravstveni sistem je kje? Je kdo? To je moj osebni zdravnik. On je tisti, ki oceni, ali mi bo dal napotnico za nekega drugega specialista in on, oziroma njegova sestra, njegova administracija, naj mi tudi uredi termin pri tem specialistu. Informacijski sistem bi moral omogočati, da se za vsak specialistični pregled natanko vidi, kakšne so možnosti, kakšne so čakalne dobe v tej, oni tretji bolnici, pri tem onem tretjem zdravniku. Jaz imam možnost izbrati, seveda, ampak sestra pri družinskem zdravniku je tista, ki me vpiše v nek termin in mi da samo na listah mi napiše podatek, kje in kdaj naj se zglasim. Nobene ovire za to. Veliko prihranka za uporabnika storitve in tudi prihranek na drugi strani, ker ni tega ping-ponganja. Če gre pa za nujno zadevo, ker je potrebno takoj praviti, mora ta pa profesionalca, torej en in drug zdravnik med sabo komunicirati in mora splošni zdravnik razložiti specialistu, zakaj je neka zadeva nujna. Zdaj pa to teče tako, da itak na vsako drugo napotnico napišejo nujno, ker želijo biti prijazni, ampak ta nujno ne pomeni nič, ker se šele to potem tam pri specialistu začne diskusija o tem, ali je res nujno ali ni. Torej, ne komunicirajo o teh zadevah med sabo profesionalci, administracije, informacijski sistemi in zdravniki, kadar je treba. In končno še sodstvo. Tudi v sodstvu je moja trdna vera, da je rešitev samo in izključno management. Spet jaz ne trdim, da so slovenski sodniki kar počes leni, nesposobni, neumni, ne vem kaj. Nasprotno. Mislim, da je zelo veliko sposobnih, strokovnih ljudi na sodiščih, ampak seveda, če se ni treba pretegniti, se pa mogoče preparijo še s čim drugim. Zato mislim, da je poanta v managementu. Sam se ne zavzemam za odpravo trajnega mandata. Trajni mandat ni nič drugega kot delovno razmerje za nedoločen čas, tako kot imajo zdravniki, učitelji ali vsi drugi, tako da ni noben poseben privilegij. Na vse zadnje v tej državi delovno razmerje za nedoločen čas nek splošen princip. Pač pa mislim, da bi bilo potrebno omogočiti poskusno dobo, tako kot jo imajo tudi drugi zaposleni v gospodarstvu in v javnem sektorju. Torej, sodnik najprej dela leto ali 2, da ga njegovi vodja oddelka, predsednik sodišča, ocenijo, ali je iz pravega testa za sodnika. Po strokovnosti in tudi po drugih kvalitetah. Biti dober sodnik, kompetence za dobrega sodnika niso samo strokovne kompetence.
Sodni svet naj tukaj igra samo vlogo nekega strokovnega sita, ki odbere kandidate, ki so po strokovni plati primerni. Sodnike naj izbirajo tisti, ki so tudi odgovorni za njihovo delo, to je predsedniki sodišč. Plača sodnika naj se veže na delovno uspešnost, mislim, da je bila velika napaka, da je bilo to odpravljeno. In predsedniki sodišč, ki jim je plačni sistem prinesel do dobre plače, mi smo veliko stavili na predsednike kot menedžerje, naj bodo odgovorni za rezultate sodišča in naj bodo tudi zamenljivi. Predsednik Vrhovnega sodišča bi moral biti odgovoren za rezultate celotne sodne veje oblasti in on je tisti edini stik sodstva za ljudstvo, da tako rečem, preko državnega zbora, ker ga postavi državni zbor. Predsednik Vrhovnega sodišča bi moral dobiti mandat na podlagi jasnega programa z merljivimi cilji glede odprave zaostankov in vseh drugih izboljšav. Predsednik Vrhovnega sodišča bi moral imeti pa tudi v svojih rokah škarje in platno, možnost, da postavlja predsednike višjih, ti predsednike okrožnih in ti predsednike okrajnih. In vsak predsednik sodišča bi moral imeti merljiv cilj za svoje sodišče in bi moral za ta cilj tudi odgovarjati. In potem bi se premaknilo. Sodišča bi morala takoj preiti na elektronsko poslovanje, mi ni jasno, zakaj ni mogoče sodnih vlog pošiljati v elektronski obliki, popolnoma nerazumljivo. In po mojem mnenju bi bilo tudi smiselno sodno vejo očistiti vseh tistih zadev, ki niso sojenje, ki niso spori. To je sodnega registra, zemljiške knjige in pa nespornih zapuščin. Prvo bi lahko prevzel AJPES, drugo bi lahko prevzela geodetska uprava in tretje bi lahko prevzeli notarji, ki bi sigurno to delali lahko zelo učinkovito, tarifo bi seveda predpisali, pa še malo bi se jim olajšale bolečine zaradi izgube overitev, če bi potegnili tisto potezo.